Berilo iz pisma apostola Pavla Filemonu. Preljubi. Velika radost in tolažba me je navdala zaradi tvoje ljubezni, ker so se po tebi, brat, srca svetih poživila. Zaradi tega, da si imam v Kristusu veliko zaupanje, da ti moram zapovedovati, kar se spodobi, te rajši iz ljubezni prosim. Tak, kakršen sem, stari Pavel, zdaj že ujetnik Jezusa Kristusa, te prosim za svojega sina, ki sem ga rodil v vezeh, za Onezima, ki ti je bil nekdaj neporaben, zdaj pa je tebi in meni zelo poraben. Nazaj ti ga pošiljam, ti pa ga sprejmi kakor moje srce. Rad bi ga obdržal pri sebi, da bi mi namesto tebe stregel, ko sem v vezeh zaradi evangelija. Toda brez tvoje privolitve nočem ničesar storiti, da bi tvoja dobrota ne bila nekako prisiljena, marveč radovoljna. Morda se je bil namreč za nekaj časa zato ločil, da ga obdržiš zavedno, ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, prav ljubega meni, koliko boljše tebi po mesu in v Gospodu. Ako me torej imaš za tovariša, ga sprejmi kakor mene. Ako ti je pa storil kako krivico, ali ti je kaj dolžan, to meni vračunaj. Jaz, Pavel, pišem lastnoročno. Jaz bom povrnil, da ti ne rečem, da si mi celo sam sebe dolžan. Da, brat, naj imam od tebe korist v Gospodu. Poživi moje srce v Gospodu. Božja beseda. Bogu hvala. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Gospod je vekomaj zvest, vrača pravico stiskanim, deli kruha lačnim, Gospod oprošča jetnike. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Gospod odpri slepim oči, Gospod dviga potrte, Gospod ljubi pravične, Gospod varuje tujce. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Siroto in vdovo vzdržuje, naklepe grešnikov pa razdira. Gospod bo kraljeval vekomaj, tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko so farizeji vprašali Jezusa, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili, glej, tukaj je ali tam je. Zakaj, glejte, Božje kraljestvo je med vami. Učencem pa je rekel: pridejo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed njih, Sina človekovega, pa ga ne boste videli. In poreko vam, glejte, tukaj je, glejte, tam je. Ne hodite in ne begajte za njim. Kajti kakor blisk, ko se zabliska posveti od enega konca neba do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan. Poprej pa mora veliko trpeti in biti zavržen po tem rodu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel v današnji Božji besedi. Farizeji Jezusa vprašajo, kdaj pride Božje kraljestvo,
vejo, da je treba Božje kraljestvo pričakovati, ampak kot se izkaže, farizeji od Božjega kraljestva pričakujejo drugačno podobo, kot jo prinaša Jezus. Farizeji pričakujejo oblast, pričakujejo moč, pričakujejo slavo. Božje kraljestvo, ki bo prišlo z močjo, ki bo pometlo z vsemi krivicami, ki bo pometlo z Rimljani in bo njih zopet postavilo v vlogo tistih, ki so močni, in vlogo tistih, ki vladajo. Jezus jih opozarja, Božje kraljestvo je že tukaj, ampak na drugačen način, prihaja z drugačnimi znamenji. Božje kraljestvo prihaja z Jezusom, ki je ponižen, ki je skrit, ki je ubog, ki je krotek. To je Božji načrt. To je načrt Božjega kraljestva, kot ga ima namen vzpostaviti Bog. In velika nevarnost je, da ga spregledamo, ker gledamo drugam, ker pričakujemo nekaj drugega. Naša naloga je, da vedno znova spreobračamo svoje srce, da se učimo Božje logike, da se učimo tega Božjega pogleda na ta svet, da prepoznavamo Božji načrt in ga sprejemamo za svojega. Velika skušnjava je, da bi ostajali pri svoji logiki, pri svoji pameti in bi Boga prosili, naj blagoslovi ali pa naj izpolni in omogoči to, kar si mi želimo, to, kar je po naše prav, to, kar je po naše dobro. Vsi vemo, da kadarkoli smo pristopili z dobrimi nameni, da gre velikokrat stvari lahko tudi narobe, čeprav smo mi imeli dober namen. In da nas torej naš dober namen ni nobeno zagotovilo, da bomo v resnici stvari naredili dobro in prav. Edino zagotovilo, da bomo stvari naredili dobro in prav, je to, da se učimo od Jezusa. Da gremo za njim, da hodimo za njim, da mu sledimo, da stopamo po njegovih stopinjah in se učimo ravnati tako, kot je ravnal on. Da bi znali prepoznati, da je Božje kraljestvo že tukaj, danes, med nami, v vseh tistih odrinjenih, ubogih, zapostavljenih, tako ali pa drugače revnih, v njih nas čaka Jezus, med njimi je on že prisoten in tam Bog že danes, v tem trenutku, gradi svoje kraljestvo. Da ne bi padli v skušnjavo, da bi ga iskali med močnimi, med bogatimi, med slavnimi, da ne bi slučajno se nam zgodilo, da smo ga spregledali.